Mama mi je dala ime Jernej, prijatelji že kličejo Svizo. Star sem 40 let, 2 leti nazaj sem začel driftati na poligonu. Najprej sem vozil rento, pa smo s prijatelji. 3 smo bili, smo sestavili tale avto, v roku enega leta smo imeli vsi 3 svojega. Kdo je tvoj največji vpliv? Zakaj si začel driftati? Odkje je ta hype? Kje si spoznal driftanje? Driftanje sem spoznal 4-5 let nazaj, po mojem prvič. Okay. Smo šli s prijatelji na Krško, tam sem se prvič pelil z drift avtom, z Daveom. Aha, z Daveom se pelil, evo, bam, shoutout Daveu. Ja, in zaletela so se v gume, zato so šla 2 runde. Okay. Da sem za isto ceno dobil duplo. Super. Čist me je navdušil in pol je počasi začela zoreti ta ideja, da bi tudi jaz enkrat to delal. V nula tudi. Zakaj ste izbrali ta avto? Zakaj 46? 46 v bistvu, ne vem, a sem jaz forsiral, ker je to meni najljubša oblika, tudi prej sem ga imel za daily cara, touringa in ne vem, bom kar ostal pri tem. Imam še enega, tudi naslednji projekt bo 46 z malo močnejšo mašino. Tega bom vozil, dokler bo pač delal. Kaj najpogosteje popravljaš na avtu? Akse je treba menjati, div se je zlomil, 1, 2, to je pa v bistvu to. Zaletel sem se, tudi ti si se enkrat s tem avtom. Tako je. Pač hladilnik, 2 se mi zdi, smo zamenjali. Ta avto je skoraj vsak vikend na poligonu, to je battle-car od Crasha, tako da sem tu jaz. Dolg 2 vikendov nazaj, Logatec, gume so bile zelo trde, vlakec je bil, je bil mehko počasen, pa smo šli pa en za drugim v gume. Kakšni so plani naprej za ta avto? Nova mašina gre noter, zdaj se že dela 2.8, pa pač seta bom uporabil to, kar je. Torej, to je 2,5 litrski 323 motor, M50 sesalni starejše generacije, ker je bolj pretočen kot ta serijski. Pinki šobe so pa od 2.8 motorja z enojnim vanusom. Kolektor sem kupil od tebe, bil je že predelan, funkcionira odlično. Super. Bolton dela k bombonček. Na motorju so poleg aluminijastih puljev in custom mape za 2.5 sesalni na tem motorju tudi Schmidman izpušni in pa v bistvu straight pipe izpuh. To je pa njegov avto en najglasnejši tudi. Hladilni sistem in zavorni sistem je pa bolj manj originalni. Originalno. Hladilni sistem pa menda hladi ta avto tudi na najbolj vroč dan. Brez problemov, nikoli se še ni pregrel, razen ko sem ga posodil v Goofiju, ker je noter velika rdeča tipka za ventilator vklopiti, ampak Goofy je pozabil in se zvojimo zaključiti. Vzmetenje ima pa precej enostaven setup, Max Spinnerod z Gewinde, skid shop lock kit, na volanskem drogu je verjetno steering shaft coupler, tudi skid shopa. V notranjosti je doma narejen harness bar, 2 športna zica, hidravlična ročna, short shifter in pa športni volan. Vse razen talnega tepiha je bilo odstranjeno, da pač ni odvečne teže. Stikala za šipe so bila prestavljena na to ploščico, tu pa je tudi stikalo za ventilator, pa? Kaj za drugo? Šajben višeri. Aha, pa brisalci. Zadaj je trenutno sicer avto brez odbijača, ampak ima CSL lip. Straight pipe pride ven na sredini kot na old school BMW-jih. Tako. Ima pa camber roke, točke pri šraufanju zadnjega mosta so ojačene. Puše so vse poliuretanske. Zdaj pa veliko vprašanje. Ti in driftanje naslednje 3 leta. Kaj se bo dogajalo? Lej, jaz to počnem izključno zaradi tega, ker izredno uživam. Super, to pomeni, da boš prisoten na vseh možnih track dayih, daleč in blizu. Ja, kukar se da, ne. Tako. Kukar se da, kukar avto, zmore, finance in ostalo. Drugače pa zabava in ne podpisno. Pa tvoj sanski drift avto? Ma sej ne vem, a veš, v bistvu zaradi vseh
jaz sem fural samo to, kar je pri nas. In enostavno že s tem avtom si lahko, mislim, mi ponudil ogromno zabave. Zdaj naslednji bo pač 3.0 twin turbo, bo imel 350-400 konjev. Ne verjamem, da bo te osnovne zabave ponudil bistveno več. Tako je. Gre bolj za to, da pač je neki izziv, pa da narediš nekaj novega in Jo. to je to. Top 3 lokacije za driftati po svetu. Kaj bi si želel peljati? Nürburgring. Druga? Na Vršič. Ok. Tretja? Tretja, Krško, še nisem bil. Aha, bo treba iti kmalu. Ja. V glavnem Svizota lahko srečate na večini lokalnih track dayov po Sloveniji.